Lepo pozdravljeni. Pred časom je v mariborskem lutkovnem gledališču zaživela nova multižanrska predstava Cyrano, ki jo režijsko podpisuje češki ustvarjalni dvojec, dramaturg Tomaž Jerkavski in režiser Jakub Vašiček. Ko je bila predstava še v nastajanju, smo se z njima pogovarjali o estetsko-vizualnih premikih, ki so zaznamovali češko lutkarstvo nekoč in danes. Dotaknili pa smo se tudi njunega dojemanja igralca lutkarja in same uprizoritve Cyrano. We know some performances of Mariborské gledaliště. We have seen some performances from Ljubljana. So in fact we don't know the stages and what really means the Slovenian puppet theater. For me seems it similar that in some Czech top theaters you cannot see so big differences between the shows. That one is really up to date, and the second one is really, as was said, is from 50s. It's not so common to see it. So I think that here is the theatre a bit younger, still looking for the way how it could work. I think it's not something special. It's just one way how to do the theatre, but it should be in a close relations with the other forms. In a Czech, it was that the repertory puppet theaters were founded in 50s, and they were supposed to do the theater for children. They have been found to do the children's theater. But now we are used to in Czech that in those theaters is it like that. And then there are some independent puppet theaters which are doing for adults. Probably it's not so strong as in here, but the main public, the main part of the work is for children, as it is in here. The traditional technique of Czech puppetry is, how did you say, marionette. And in 60s, when came the generation of puppet directors in head with Josef Krofta or Miroslav Wildman or something like this, they led actors to the stage. The time when came the symbolic function of puppet, and then now it's just a new time. New way how to do it, which we like, and it's a pragmatic function of puppet, which I do like, and it means that you use it just when you can do it with the actors. I don't like the word puppeteer, because I think that the word what I love is actor, and I think that a good puppeteer have to be in first good actor. It's really great for us because we have here in Slovenia some possibilities which we have no anymore in Czech, and something different spaces, actors and conditions for work. We were looking for something that in which they can express all their talents they have, because they're really multiple gifted. They are able to dance, to sing. They are really great actors, strong and temperament and things like that. So we wanted to find something that they could really show, that it could be really for them. The story of Rostan is played by 3 actors, and those 3 actors and singers, in effect, have their own story. There is a conflict between the old and the young world. This is what is living in this for me. The conflict is also between the up-to-date forms and the ancient forms, and also not only the forms but also the ideas, the way of thinking. Cyrano je sicer junak francoskega novoromantičnega dramatika in pesnika Edmonda Rostanda. Istoimenska komedija je njegovo najbolj znano delo.
Na filmskih platnih je Cyranoja de Bergeraca, dramskega junaka z dolgim nosom, ki kazi njegov obraz, nekoč upodabljal francoski igralec Gérard Depardieu. Cyrano v priredbi Arkavskega in Vašička v Lutkovnem gledališču pa le deloma ostaja zvest izvirniku. Cela predstava je pravzaprav televizijska oddaja treh mladih zvezd, ki predstavljajo različne probleme svojih gledalcev. In v naši inscenaciji je eden od teh problemov ravno Roxanin problem. Pride staro pismo in začnejo reševati to Roxanino oziroma Cyranojevo zgodbo. Tako da znotraj televizijske oddaje je zaigrana zgodba Cyranoja, Roxane in Kristjana. Hkrati se pa dogaja še ob televizijski oddaji za kulisje, za odrje, kjer pa se odvijajo naša privatna življenja, se pravi teh treh zvezd in pa Maxa, ki je asistent režije in ki ima tudi svojo zgodbo. Kaj se opravičuje? Ja, pozabil sem. Prinesem vodo. Takoj prinesem vodo. Ne misli takoj, prinesi jo zdaj. Prvi del je bil seveda prevod samega teksta, zato ker en del smo uporabljali od Župančiča, en del smo pa hoteli narediti tako, da bi zvenel malo arhaično, ampak da bi bil kljub temu moderen in blizu današnji publiki. Tako da to je bil prvi del, ki je bilo treba miks narediti. Potem je bil ta navaden prevod delov predstave. En del je bil seveda potem z improvizacijo narejen, to smo sami delali v slovenščini. Ampak potem pa zraven pride še ta del, da je treba prevajati med samim procesom, zato ker režiser se v svojem domačem jeziku veliko bolje izraža, kot v tujem, kjerkoli tujem jeziku. Ko sem se spopadala. Spopadala sem se pogumno in drzno. Ne vem, luštan mi je bilo, jaz sem se itak skozi ta tekst, mislim, se pravim, da sem imela že malo drugačen odnos, ker sem prevajala, to se zelo zbližaš s tem tekstom. Posebej zanimive so mi bile pa improvizacije, ker je bilo super, v bistvu zelo tako sproščeno vzdušje, pa zelo veliko stvari je vam prišlo na dan. V bistvu zelo maram petje, pa gib, pa lutke vedno bolj odkrivam. Tako da na srečo smo šli postopoma, nismo se lotili vsega naenkrat, ampak po kosih. Potem smo pa sam še skupaj morali dati in je bilo to. Tako da pač sam vaja, vse je zelo preprosto. Tako proti koncu se pol začnejo finese, pa da res daš tisto pravo vsebino v tekst, pa v gib. Petje mi je zelo pri srcu, ampak izziv je bil točno to, resno vzeti banalen tekst. Privat dialogi so mi nekako najtežji, zato ker v privat to pomeni, da si zelo komod in hitro lahko zabredeš v neko maniero. Tako da zdaj nekje vem, kje se moram malo nazaj držati, ampak to je v redu. Se pravi, to moraš iti čez, da pol lahko veš, kje moraš zmanjšati. Če pa si na minimumu, pol nimaš kaj stran vzeti. Tokrat delo gledališkega lektorja, ki je sicer tisti skriti, a nepogrešljivi element nastajanja katerokoli predstave, stopi v ospredje in pri gradnji uprizoritve odigra celo napol dramaturško vlogo. Skozi raziskovanje jezika in preigravanje z njim se razkrije marsikaj, kar igralcem pomaga pri snovanju končnega produkta, umetniške stvaritve. Lektorica Barbara Damjan, sicer vajena že marsičesa, je, ko je dobila zgolj osnovno Rostandovo besedilo v prevodu Župančič Volpi, torej le delček besedila same predstave, začutila nekaj nelagodja in dvoma, a vse se je dobro izteklo. Nadaljevanje, ki je sledilo, je bil res lektorski izziv. Namreč gre za 3 jezikovne nivoje v tej predstavi, upam, da ste jih opazili, če pa jih niste, pa še toliko bolje. Namreč gre za popolnoma zborni jezik oziroma verz, govorjeni verz, ki je tudi za profesionalne igralce velik izziv in se meni zdelo, da bo to največji izziv, vendar se je pokazalo, da sta veliko večji izziv pravzaprav 2. in pa 3. nivo. Namreč 2. jezikovni nivo je ta televizijska oddaja, kjer, kot sama
sami veste, jezik mora biti verjeten, hkrati pa ne sme zveneti umetno. Še večji izziv bil pa tretji nivo, to so pa ti privatni pogovori v zakulisju, kjer pa prav tako seveda je toliko težje, ker so z tako različnih koncev in smo morali nižati jezik, vendar paziti, da ostaja znotraj nekih okvirov, kjer smo potem nižali na besednem nivoju, pa spet ne predaleč, na skladenjskem nivoju, kjer je treba paziti, bom rekla, na to, da pa ne gremo predaleč, da bi seveda smo se povsem izognili kakršnemu koli narečju. Ste bili z njimi ves čas študija ali ste nekako, tako bom rekla, upadali vsake toliko in prišli zgolj nekako na konzultacijo oziroma so vas konzultirali vsake toliko? Ne, jaz sem kar pogosto zraven, res sem bila vmes 5 dni odsotna, ampak kar jih je, po moje so se res malo oddahnili, ker sem sicer kot policist od zadaj pri takšnem študiju, ker ne gre drugače, ker je tu res treba paziti na vsako besedo, ker tista, ki pobegne, pa ni znotraj dogovorjenega okvira. To je namreč jezik, ki je dogovorjen, to je poseben kod in to je za igralce izjemno težko. Miha, morda še tvoja izkušnja, torej češko-slovenskega sodelovanja oziroma nekako tandema Jerkavski-Vašiček, s katerim ti ne sodeluješ seveda prvič. Ne, je super, meni je super, jaz sem si zelo želel z njimi spet sodelovati, ker veste, kaj hočeta. In dajeta zelo podrobna navodila, kako mora biti tam. Se pravi, da nikoli se ne zgodi, da bi ti plavil neki, ne vem, da ne bi vedel kaj s tem. Točno veš, kaj moraš, ampak včasih veš, da nisi še prišel do tja. Ta predstava je tako, Cyrano, mislim, je tako specifična in tako zelo multižanrska in je toliko zahtevala dela od vseh nas, da sem ravno prej razmišljala, da se ne spomnim, kdaj sem nazadnje doživela toliko energije vložene iz strani vseh. Pa ne mislim zdaj, da prej ni bilo ali pa tako, ampak je čisto drugače. Mislim, navdušena sem na tem, kako je bilo zdaj. Res, lepo je bilo. Zlata Vakač v svojem romanu Marpurgi zapiše: mnogi pesniki iz Marpurga danes potujejo na pesniške turnirje. Nedolgo tega se je v Mariboru odvrtel finale pesniškega turnirja, na katerem občinstvo in žirija izberete najboljšo še neobjavljeno pesem. Tovrstno predstavljanje poezije pa je zelo prisotno tudi na avstrijski pesniški sceni. Kako izgleda pesniški turnir oziroma Poetry Slam na avstrijski način, sta v Univerzitetni knjižnici Maribor prikazala avstrijsko-nemška literata Doris Mitterbacher, Mice Meduza in Markus Köhle. Apropos Notlagen. Obdachlose wissen zu berichten, mit Hund bettelt sich's besser. Poetry Slam, wenn man so sagen darf, hat eine offene Liste und meistens bis eine Stunde vor Beginn können sich verschiedene Leute eintragen und das kann gern mal über 10 Leute sein, die dann performen. Wir haben uns entschieden für ein Duell, weil wir einen Künstler einladen und dass die dann ein bisschen öfter drankommen. Dass kein Festivalrausch mit Kater danach ist, sondern die ganze Familie liegt mit Grippe im Bett und es ist alles erlaubt und es gibt, das ist das Schöne daran, nichts, was richtig und was falsch ist. Man muss nur eine Auftrittsvariante finden, die zu einem selber passt. Die Grundregel ist, glaube ich, die Spaß haben und eine zweite Grundregel, die ich definieren würde, wäre es wieder probieren, wenn es schief gegangen ist, aber auch wieder Sachen probieren, die schief gehen. Also ein bisschen Risiko machen, ein bisschen neue Sachen ausprobieren, die nicht von Anfang an funktionieren und dann einfach das Publikum wahrnehmen, ein Gespür dafür kriegen. Jede Slammerin definiert die Regeln selbst und findet eigene Möglichkeiten und Grenzen. Die sind auch bei jedem anders. Performance spielt eine Riesenrolle, aber Performance heißt auch schon wieder, Performance kann einfach auch nur sein, dass man da steht und es genießt. Das kann schon Performance sein. Ja. Und es gibt Leute, die dann mehr mit Körpersprache machen, es gibt Leute, die mehr mit Stimme arbeiten, es gibt auch Leute, die lesen einfach nur vor und also es ist ganz unterschiedlich. Und es gibt Sachen, die ich auf der Bühne sehe, wo ich weiß, mir glaubt man das nicht. Ja. Also es ist wieder auch Performance, ist bei jedem und bei jeder anders. Und das ist gut so, das macht die Vielfalt aus, das ist das Schöne dran. Jetzt komm rein. Es dreht sich alles nur ums Reinwollen, rausfinden, rumtollen, ausklicken, Kontrolle. Wer gewinnt, ist immer irgendwie vom Publikum oder von einer Jury.
Und ja, das kann verschieden passieren. Oft ist es mit Zahlenwertungen 1, 2, 3 oder wie wir es machen, dass man einfach die Lautstärke des Applaus und des Jubels misst und hier den Sieger kürt. Ich habe ein gewisses Repertoire und das geht ja auch, wenn ich einen Text in den letzten 3 Tagen 5-mal gemacht habe, dann mache ich ihn vielleicht am Abend nicht nochmal. Aber viel hat es auch damit zu tun, wie das Publikum ist. Jetzt, wenn ich nicht in Österreich auftrete, fallen eigentlich relativ viele Texte weg, weil ich auch viele politische Texte habe, die sich aber mit Österreich beschäftigen. Also die sind in Österreich interessant, aber dann mal gleich nicht mehr. Denn schlimmer geht's immer. Und hergerudert und hingeballert ist allemal gleich gut wie ein jener Grammatik, Gottesdienst, Kniefall, Poetologie und Syntaxapotheose. So schaut's aus. Anfangs hat es so im Freundeskreis begonnen und es waren noch eher weniger Leute, sowohl auf der Bühne als auch im Publikum. Aber mittlerweile sind in Innsbruck einfach monatlich 300 Leute im Publikum, die auch Eintritt bezahlen und so circa 10, 12 Auftretende. Und ja, das ist dann toll, wenn das eben nach einigen Jahren so von selbst funktioniert. Und die ersten Jahre haben sich mittlerweile einfach gelohnt und es funktioniert großartig. Ich bin kein Wortversprecher, ich bin kein Wortverbrecher und auch kein Elternsprechtag. Wir verstehen uns blind eigentlich und wir haben auch den größten Spaß, wenn wir gemeinsam reisen können und wir machen es auch gerne mit anderen Poetinnen und Poeten, aber das ist schon die Lieblingskombination. Ja. Also es sind so unterschiedliche Phasen, die ich durchlaufe und in Summe ist es mir wichtig, dass ich immer wieder experimentiere mit Formen, Neues ausprobiere. Das macht Sinn, das hat Sinn, das ist Sinn, das ist der Sinn, das ist der Sinn der Sache, sage ich. Das sind die österreichischen Slam-Mama und Slam-Papa, also die Slam-Eltern, die hier sehr viel tun für die österreichische Szene und ja, selber Slams veranstalten und diese Slam-Szene in Österreich sicher sehr vorangebracht haben. Ta teden se v Mariboru začenja festival sodobnega plesa Platforma. Leto njegovega nastanka je leto 2007. Programski snovalec festivala je plesna izba iz Maribora. Zato v studiu zdaj lepo pozdravljam Mojco Kasjak, pogonski motor plesne izbe, koreografinjo, plesalko in programsko snovalko festivala Platforma. Gospa Mojca Kasjak, dober dan želim. Kaj je sploh Platforma oziroma kakšno je težišče festivala? Ja, platforma je nastala predvsem iz potrebe, ker smo ugotovili, da ogromno naših nekdanjih učencev s plesne izbe nadaljuje svojo profesionalno pot v tujini. Bodisi kot študenti na priznanih akademijah plesnih, bodisi kot avtori projektov. In s tem namenom, da jih ponovno pozovemo nazaj oziroma da jim omogočimo, da produkte svojega dela prikažejo oziroma pokažejo, predstavijo domači publiki, smo zasnovali leta 2007 platformo sodobnega plesa. Je en, bom rekla, takšen manjšnega formata festival, ki pa ima mednarodno povezavo, namreč vsi ti plesalci ponavadi sodelujejo v mednarodnih projektih. In že 2 leti zapored se platforma povezuje z večletnim projektom Modul Dance, sofinanciran strani Evropske unije, programa Kultura, ki ga v plesni izbi izvajamo od leta 2010 v sodelovanju z 22 evropskimi plesnimi hišami, na kar smo kar ponosni, glede na to, da to so res velike plesne hiše z velikimi, bom rekla, zmogljivostmi, ne samo strani infrastrukture, ampak tudi z samo kapaciteto financ. Dobro so nas sprejeli, kajti namen Modul Dance je predvsem to, da smo raznoliki partnerji in na ta način omogočamo različnim umetnikom predvsem spoznavanje različne kulturne raznovrstnosti, okolja in na ta način se plete ta kulturni dialog. Tako da letos smo v goste povabili Modul Dance umetnika Luko Silvestrinja. On zdaj ta teden izvaja research modul, kar pomeni, da raziskuje na temo njegove nove predstave, ki jo bo začel snovati v drugi polovici leta, to je predstava Outland.
Zato smo rekli, da letos platforma komunicira z različnimi ciljnimi skupinami, skozi intervjuje, skozi srečanja, druženja. On opravlja veliko intervjujev, veliko stikov z migranti, kajti to je tudi njegova tema letošnjega projekta. Komuniciramo pa tudi z različnimi, bom rekla, profili predstav ali predstavitev. Namreč v prvem delu je ta spremljevalni program, kjer gre predvsem za delavnice. Glavnina programa se je pa začela v četrtek z plesno predstavo Eden, avtorice Male Kline iz Ljubljane, ki pa je, moram reči, svetovna zvezda. Naslednji večer pa gostimo Matevža Dobaja, našega plesalca, ki je svojo pot začel v Mariboru in je prav tako sedaj dobil rezidence za nove projekte v Bruslu, Barceloni. Z svojo kolegico Neus bosta predstavila delo v nastajanju. Potem sledijo performativna predavanja. V soboto se bo pa predstavil umetnik Tijan Rotevel, Soul Squeezing, ki eksperimentira z zvokom, glasom, z gibom in tudi z, bom rekla, besedo. Omenili ste torej delavnice, tako da je platforma v bistvu kot festival nekako zasnovana večplastno. Po eni strani gre torej za pridobivanje novih znanj, po drugi strani za podajanje nekih novih znanj oziroma predstavitev nekih novih performativnih praks. Se je ta koncept v teh letih uveljavil kot dober? Se je obneslo, da model tega raziskovanja, predstav in potem delavnic ali pa da umetniki imajo fokus na svojem ustvarjalnem procesu in potem to delijo z publiko ali pa z udeleženci delavnic, se je izkazalo za v redu. Platforma torej ni v bistvu le polje za predstavljanje umetniških in pa uprizoritvenih plesnih praks, ampak je nekako tudi družbeno angažirana, lahko rečeva na nek način, ne? Je. Vsako leto si izbere eno določeno temo. Predvsem začeli smo tam 2010 smo specificirali in smo jo poimenovali kulturno-politični bazar. Namreč, ker takrat smo ugotovili, da kulturna politika, ne glede na to, ali si v Sloveniji ali kjer drugje v svetu, ima pomembno vlogo, ne? Potem smo leta 2011 smo se osredotočili na decentralizacijo sodobnega plesa in smo gostili Davida Zambrana, ki izvaja projekt 50 vasi in smo dejansko ves ta projekt izvajali mimo večjih mest, kar pomeni, da so bili manjši kraji, kjer je platforma potovala skozi, bom rekla, ta manjša naselja z njegovo ekipo. Potem smo jeseni predstavili duete, namreč Slovenija je znana zaradi teh produkcijskih zmogljivosti, sploh v Mariboru, da so to produkcijske zmogljivosti manjšega formata, kar pomeni, ali so to avtorski projekti ali pa dueti, največ trija. V okviru sodobnega plesa govorim, ne. Zato smo dali možnost duetom in je bila tema platforme Dvojina. Leta 2012, ko se je povezala z Modul Danceom in glede na Evropsko prestolnico kulture, smo poimenovali premik v Maribor, se pravi Move to Maribor, pridite k nam, in vse skozi je bila konceptuirana na premike, bodisi v zaznavi, bodisi v razmišljanju, se pravi v percepciji razmišljanja, dojemanja, estetiziranja, skratka. No, letošnja tema platforme pa je komunikacija. Namreč sama osebno se ukvarjam z opazovanjem komunikacije in moram reči, da pa naj mi ljudje ne zamerijo, da se resnično ne znamo na pravi način komunicirati, no? In da je vrzel komunikacijske platforme še tako šibka, zato velikokrat pride do nesporazumov, konfliktov, ne? Natančnost poslušanja ali pa izražanja, ne? Ali pa kako komuniciramo, ne? In to mi je bilo, bom rekla, to mi je bilo oseben izziv in da sem potem ta osebni izziv prenesla v, bom rekla, sodobno plesno umetnost in smo se potem z svojo ekipo v plesni izbi pogovarjali, kako pa dejansko lahko poteka komunikacija glede na različne estetske in performativne prakse. Tako, to je letos, ja. Komunikacija je tudi sicer v polju umetnosti in pa kulture nujna, tudi ko gre za finančna sredstva, kaj ne? Gospa Mojca Kasjak, kaj bi rekli, kje je nekako pozicija sodobnega plesa, sodobnih plesnih performativnih praks v današnjem času, kjer se reže in krči vse po vrsti in tudi sredstva v kulturi se manjšajo?
Nekoč je ena gospa rekla, da je dejansko profil sodobnega plesalca najboljši profil delavca v Sloveniji in da ne razume, zakaj se jih vlada tako otepa, ker sodobni plesalec bo šel za najmanjši denar nastopati na oder, vedno ne bo kompliciral, naredil bo vse, da se pokaže. Skratka, ko potem sešteješ, kje so zdaj ti plusi, zakaj to še sploh počnemo, ne vem, nekaj nas žene naprej. Mogoče to, da vedno znova imamo to možnost izražanja, da opozarjamo, da včasih tudi kaj pokritiziramo, čeprav nam to mnogi očitajo, da se mi preveč razburjamo. Skratka, dejstvo je, da nekdo, ki prihaja z klasičnega baleta, ima izobraževalno in poklicno platformo urejeno. Nekdo, ki prihaja iz sodobnega plesa, si mora svojo pot šele utrditi. In ko sem se enkrat odločila, da bom delala na področju sodobnega plesa, sem zdaj vse. Sem producentka, sem plesalka, sem koreografinja in sem plesna pedagoginja. Vzameš to v zakup. Umetniki zaenkrat še vedno imamo veliko mero eksperimentiranja, inovativnosti. Koliko nam to obstoječi sistem dopušča, pa je že druga zgodba. Kritiko pa izražate predvsem z gibom in svojim telesom, ne mogoče manj z besedami, kot pa tega vajeni. Gospa Mojca Kansjak, torej smelo naprej in seveda hvala lepa za obisk v studiu in za ta najin pogovor. Hvala tudi vam. To je bila torej gospa Mojca Kansjak, Glasnik pa bo z vami spet prihodnji teden. Do takrat pa vam želim veliko s kulturo obarvanih dni in nasvidenje.